Zdaj pa tako, če bi rad zvedel, kako napisati odličen blog prispevek. Ostani z nama. Dober dan, dobrodošli v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je z mano Zoran. Zoran? Dober dan. Kakor si verjetno že opazila, danes z mano ni Nejc, ampak Lucija oziroma Lučka, kakor jo včasih kličemo tukaj v pisarni. Pa ne samo zaradi njenega imena, ampak tudi zato, ker je Lučka velikokrat zaslužena za kako dobro idejo. Verjetno ni takrat posveti Lučka v glavi in ker padajo super ideje. Zakaj je Lucija danes z mano in ne Nejc? Zato, ker Lucija je pri nas zadolžena za družbena omrežja in pa za pisanje, za copywriting, tako da danes bova pa govorila o tem, kako napisati odličen prispevek za blog in seveda Lucija je prava oseba, da mi danes dela družbo. Še preden pa greva v temo, tukaj bomo dali link do prejšnje oddaje. Z Nejcem sva govorila o tem, kako narediti raziskavo ključnih besed za vsebinski marketing in oglaševanje. Zdaj pa kar v temo. Lucija, boš ti prevzela? Ja, se sem že prej prevzela na začetku, ne? Najprej, da gremo kar s prvim korakom. Gremo kar s prvo točko v akcijo. Midva sva si zadala, da najprej moramo razčistiti to, da je potrebno na začetku definirati in razumeti ciljno skupino. Se pravi, za podjetje, organizacijo, karkoli, ali pa da delate nekaj sami, neko svojo stvar pa projekt, je pač najbolj pomembno, da si zastavite tisto, kdo je ciljna skupina oziroma persona ali pa več person, da boste vedeli, koga nagovarjate, ker temu se prilagodi prvo kot prva vsebina, drugo pa sam ton komunikacije in pa pač besedišče, celotno neko nagovarjanje, način komunikacije. Se mi zdi, da je to korak, ki ga velikokrat podjetja pozabite, ko delate svojo marketinško strategijo oziroma premalo pozornosti takrat posvetite res definiranju vaših ciljnih person. Ok, če mogoče saj veste na splošno, kdo je vaša ciljna skupina, premalo definirate persono in potem pride do teh težav, ko se pišejo konkretni, naprimer, članki, pa tudi v drugih primerih, da ne veste, kakšen ton izbrati in tako dalje. In zato to, kar je ravnokar povedala Lucija, je seveda ključnega pomena in prva točka, preden se res lotimo pisanja. Ja, jaz bi še dodala, da recimo za primer, če je tvoja ciljna skupina ali pa recimo ciljna persona specifično nek študent, ali pa bodoči študent, ki se odloča za študij, je recimo lahko ton komunikacije čisto drugačen, zelo neformalen, neko besedišče in pa izbor besed, mogoče tudi malo slengovski, pač prilagajaš vse njemu. Recimo blog prispevki oziroma blog zapisi niso tako kot recimo prispevki ali pa članki v drugih medijih ali pa v revijah, časopisih, tudi na televiziji ali pa kjerkoli drugje. Ampak je vse skupaj zelo bolj neformalno in zelo bolj specifično tistemu, ki mu pišete, zaradi tega, ker je tako bolj definirano, če si to definirate, ne? Ok, če greva kar na drugo točko, seveda, kako se potem, zdaj imamo zbrano ciljno skupino, vemo, komu pišemo, imamo tudi nekako definiran ton. Druga točka je, da gremo nek brainstorming, oziroma po slovensko, kar temu rečemo, malo povihramo svoje možgane in začnemo z nabiranjem nekih tematik, tem, o katerih bomo pisali. Naprimer, dajva za primer, da smo organizator plesnih tekmovanj, so teme, v katerih lahko pišemo čevlji plesni, pa mogoče obleke, pa različni stili plesa, pa kaj je trenutno, kateri koraki so trenutno v modi, pa kaj so recimo kakšni znani plesalci odplesali v zadnjem času in tako dalje. Ja, jaz bi tukaj mogoče šla en korak naprej, ker vsi pač vemo, ne, zdaj tematik je ogromno, kjer jih lahko pišemo. Je pa razlika, ali ne vem, samo raziščemo te tematike in to na spletu, recimo kaj so še drugi pisali, o čem se da, ali pa dejansko greš do te specifične ciljne skupine in se od njih učiš, kaj potem za njih pisati, ker ponavadi recimo neka dobra ideja ali pa recimo tematika, o čem boš pisal, je ponavadi, ne vem, razrešitev nekega problema ali pa neki novi trendi ali pa da nekaj dejansko nekomu daš. In recimo, če imaš ti plesalce, plesno tekmovanje,
je mogoče dober korak, da enostavno se postaviš mogoče tisto malo bolj novinarsko vlogo in greš do plesalcev in jih enostavno vprašaš, s kakšnimi težavami se soočajo, ali pa recimo jim poveš neke tematike, pa če jih zanima, je to mogoče tudi dobro, da se o tem piše, ali pa recimo kakšni forumi, jaz sem to večkrat uporabljala, da te, ne vem, ljudje velikokrat kakšne svoje čustva ali pa probleme ali pa s čimerkoli se soočajo na kakih forumih ali pa skupinah Facebook podajajo, pa recimo to malo raziščete, da se vidi, s čim se soočajo in ko vidiš neko tematiko, ok, zdaj bom pa jaz o tem pisal, pa dal ene 7 trikov ali pa nasvetov za boljše čevlje, za karkoli o plesu oziroma s čimerkoli se vi ukvarjate. Ok, ko imaš enkrat narejen ta izbor tem, je seveda čas, da izbereš eno izmed tem. In če so prej govorila o nekih plesnih vsebinah, je lahko ena izmed izbranih tem, naprimer najboljši čevlji za, kaj smo dali tukaj primer, najboljši čevlji za trening. In kaj potem? Tretja točka, ko imamo zbrano to temo, seveda moramo tudi bolj definirati ta naslov. Kaj bo točen specifičen naslov, o katerem bomo pisali, naredimo neko zasnovo, temu rečemo stujko tudi outline in pa zelo pomembno napišemo uvod. Zdaj pa kar Lucija, vse te 3 točke, ki sem jih ravno kar... Jaz mogoče ne bi tako natančno se osredotočila, da mora biti recimo naslov najprej ali pa uvod najprej. Zasnova je za moje pojme tisto prvo, kar je potrebno imeti, zaradi tega, ker potem si res strukturiraš vsebino članka, blog zapisa, blog prispevka, kakorkoli zdaj definiramo, da to je. Zaradi tega, ker z neko zasnovo oziroma strukturo si določiš ti neko pot, katero boš peljal skozi ta prispevek oziroma zapis. Ker ja, verjetno je nekih problemov še ogromno ali pa kamorkoli bi lahko še ta prispevek vsebino zapeljal, ampak oseba je tam prišla z namenom, da prebere točno neki specifični in moramo imeti nek fokus in pa biti konsistenten čez cel članek, prispevek, zapis, zaradi tega, da nismo all over the place. Ne? Mora biti sfokusirano, da smo jasni, kratki in jedrnati, zaradi tega, ker se vemo, ne, na spletu sploh ljudje imajo časa, da so tam, ne vem, za 2000, 3000, 5000 besed. In da gre hitro čez. Tako da zasnova je po moje najpomembnejša za začeten del. Seveda pa tako v smislu pritega bralca oziroma nekega uporabnika je pa itak uvod pa naslov sta zelo pomembna. Uvod je verjetno tisti res, potem ko mu začneš podajati vsebino nekomu, ki je že prišel, da je straight to the point, da začneš mogoče z vprašanjem, z kakim trendom, z nečim, ne vem, kako informacijo, kako številko, nekaj, kar bo zbudil pozornost oziroma pritegnil to pozornost bralca, zato da bo bral naprej. Zato je res ključno tistih prvih par stavkov na začetku. Recimo, če dava primerjavo z družbenih omrežij, dostikrat govorimo, da moramo prvih par besed zbuditi pozornost ali pa pri videu, da morajo prve 3 sekunde zbuditi pozornost, zato da gledalec gleda naprej. In pri blog prispevku je zelo podobno. Takoj na začetku moramo zbuditi pozornost, zato da bralec bere naprej. In tak še naslov. Jaz ga ponavadi določim, mogoče tudi da je na začetku, ampak ponavadi je to na koncu. Ko res veš točno, kaj si napisal, pa daš nekaj najbolj udarenega oziroma izbereš res nek udaren naslov, ki bo pritegnil. Mogoče tudi neko poved ali pa stavek iz vsebine, ki je res udarna, pa jo daš za naslov. Ali pa nekaj, kar povzame celotno. V bistvu se na koncu odločiš, kaj je najbolj primerno. Lahko pa tudi na začetku, ampak jaz imam raje tisti res naslov, da je na koncu. Zdaj pa, odvisno. Ok, ko imaš enkrat vse to narejeno, kaj je naslednji korak? Da napišeš članek, je tako. Tako da pri pisanju članka je seveda kar nekaj stvari pomembnih, nekih je nenazadnje tudi Lucija tudi že omenila. Ampak ena najbolj pomembnih, preden tudi spet predam besedo Luciji, je to, da konstantno imaš noter da si zelo konkreten, da pišeš preprosto in da imaš konstantno neke pozive k dejanju noter. Ker namreč dobri prispevki za blog morajo biti, temu spet rečemo stujko actionable, morajo pozivati k nekem dejanju, k neki akciji. Glede same vsebine, recimo jaz tukaj celoten članek oziroma prispevek razdelim na vsebino, pa na neko formo ali pa besedišče ali pa kakorkoli zdaj to definiramo. Za vsebino bi jaz rekla, da zmeraj se mora dodati neka dodana vrednost.
Jaz pač nisem pristaš tega, da se recimo uporablja sam CTRL-P, to vsi vemo, kako se uporablja in recimo, da vsebino sam iz nekih tujih ali pa drugih člankov, zapisov kopirate, se mi zdi res tisto, kar ne smete narediti, zaradi tega, ker uporabnik, itak tudi če je slovenski jezik, lahko gre brati v angleščini, se vsi tudi iščemo v angleščini in toliko je nekih stvari, ki jih lahko že drugi ponudijo, da tukaj se res mora dodati dodana vrednost in nekaj novega in ne tisto samo kopiranje, lepljenje, tako da je tudi vsebina tista, ko ima res nek žmoht, da pač nekaj ponudite. Sama struktura oziroma ta bolj tehnična plat je pa tako, da je pomembno, da se uporabljajo kratki in pa bolj enostavni, tako enostavčne povedi, stavki, da so kratki, zaradi tega, da uporabnik oziroma bralec nima občutka, da se zdaj mora skozi to pa ful prebijati. In to je recimo razlika od nekih besedil, ki so na spletu, kot pa recimo za druge medije, za časopise, kjer imaš nek svoj stil in uporabljaš ne vem koliko stavčne povedi in si lahko ful ne vem kak eksperimentalen. Tukaj je bolj, da je res kratko v sami povedni strukturi, kot potem v besedilu. Se pravi, da so odstavki zelo kratki, zaradi tega, ker se mi nekako zdi, da ima bralec, ko gre brati, že tako občutek, zdaj sem prebral en odstavek, je že kot neka mala zmaga, ki je drugače ne bi dobil, če bi imel eno tako klobaso. Tako da je to zelo pomembno. Pa mogoče še to bullet pointi oziroma, kako se temu reče lepo po slovenski, točke, da je po točkah napisan tekst, zato ker tudi zgleda spet tujko bolj scannable, uporabnik gre lažje skozi, tudi če samo pregleduje, ker namreč kar je značilno za branje na spletu je to, da ne beremo vedno od stavka do stavka, ampak precejkrat tudi preskakujemo. In če je nekako že sama vsebina razdeljena na smiselne, tako kot je Lucija rekla, odstavke in pa točke, je tudi to preskakovanje oziroma pregledovanje članka lažje. A mogoče lahko meniš še kakšno orodje, ki jih tudi sama uporabljaš za pisanje, ki ti pomagajo pri tem? Recimo za angleške prispevke je Grammarly eden takih orodij, ki se mi zdi, da je zelo uporaben, zaradi tega, ker ti že sam daje neke predloge, mogoče kakih sopomenk ali pa karkoli, pa sam klikneš na besedo, pa ti daš sopomenke, da je tako malo bolj razgibano, pa tudi popravljati slovnične napake in tako. To je za angleško, za slovensko, ne vem, če je kako tako orodje, jaz ga še nisem zasledila za slovenski jezik. Mi pa recimo dosti pomaga Gigafida, to je ena taka spletna stran, kjer je tak nabor vseh besed, fraz iz slovenskih medijev, različnih, ki se uporabljajo. Pač tako da, če ste v dvomu, katera beseda ali pa fraza, če se uporablja, če to sploh je prav ali ni, se sam tam not vpiše in da en kup zadetkov, recimo, če jih je 500 zadetkov, je to mal, ne? Če jih je pa 10,000, pa to pomeni, da se to rabi, recimo ta beseda ali pa besedna zveza. Glede slovarjev je pa tudi fajn, da recimo ne izgledamo šalabajzersko, ampak da dejansko vemo, recimo, kakšne besede se prav in katere se pogosto uporabljajo. Je pa recimo fran.si, eno tako dobro orodje oziroma platforma, ki zajema več slovarjev in je tudi tako priročno. Jaz bi mogoče še dva omenil, ki sta sicer bolj za angleški jezik. Eden je Title Capitalization, mislim, da je .com, sicer bomo dali pa link. Gre za to, da včasih imamo težave pri angleških naslovih, katera izmed besed je potrebno začeti z veliko začetnico, ker imajo namreč svoja pravila glede tega in to orodje samo popravi tvoj naslov. In pa še tretje tako, oziroma še bom kar 3 omenil, še 2. Eden je tudi Hemingway app, tudi zelo priročna spletna stran, kjer vam v bistvu sama razdeli in vam sporoči, katera izmed povedi, ki jih imate, spet seveda za angleški jezik, je predolga, katera izmed besed, ki si jo uporabil, je mogoče pretežka, pa bi moral zamenjati. Pri razvoju tega appa so sodelovali pisatelji, tako da je res zelo dober. In pa še zadnji je od CoSchedule, Headline Analyzer, ki pa preveri uspešnost oziroma kako dober je tvoj naslov in priporoča neka priporočila, kako ga izboljšati. Ok, da ne bova predolga, gre kar na naslednjo točko. To je seveda noben blog prispevek, ni toliko zanimiv, če nima nekih slik ali videov, ki dodatno ponazorijo oziroma dodatno popestrijo vsebino. Je tako? Ja,
Je. Ampak je pa zelo pomembno, da niso kar neki, ne? Da se seveda skladajo z vsebino ali pa dodajo neko dodano vrednost. Pa naj bodo to slike ali pa videi. Mogoče celo še boljš so kakšne infografike. Recimo, da daste vse to, kar je dejansko v besedilu, še v neko res scanable obliko, v neko infografiko, ki se lahko mogoče tudi shranijo uporabniki oziroma bralci, oziroma da doda še neko tako večjo preglednost. Se mi zdi, da tudi Forbes je imel neko raziskavo, da so 90% bolj brane vsebine, če imajo neke grafike oziroma neko slikovno gradivo, video gradivo. Ok, super. Naslednja točka. Zdaj smo članek napisali, dodali smo slike, dodali smo videe, infografike in vse, kar pa še zraven. Naslednja točka je seveda, da damo to nekomu dodatno v pregled. Zakaj je to pomembno? Namreč, ko sami pišemo, velikokrat naredimo neke napake, pa pustimo tiste tipkarske, ki jih seveda že sam Word lahko popravi ali pa jih popravi katerokoli drugo orodje, ki ga uporabljamo za pisanje. Predvsem gre za tukaj neke besede, ko naprimer napačno sklanjanje, spreganje, naprimer, da se dvakrat ponovimo isto besedo, mogoče pozabimo kakšne vejice ali pa mogoče se nam nismo takih napak naredili, ampak samo po sebi besedilo ni toliko smiselno ali pa razumljivo. Zato je vedno fajn, da to nekdo pregleda. Zdaj v novinarstvu običajno to delajo uredniki in tako naprej. Pri pisanju člankov, če nimate koga, je dovolj, če date sodelavcu za prebrati ali pa ženi, pa možu, komorkoli, samo da nekdo za tabo to prebere. Ja. Jaz bi tudi rekla, da najprej, da si tudi sami za sabo, da si preberemo, ne? Pa tudi mogoče boljš na glas. Ne? Če si na glas prebereš, dejansko vidiš, kako besedilo tudi teče. Ne samo tako, ne, recimo, ko bereš sproti, ampak da si dejansko na glas celotno besedilo potem tudi prebereš. Recimo, to je prva stvar, ker lahko vidiš, ne vem, to je pa zdaj predolgo, gremo skrajšati, razdeliti in tako naprej. Ampak ja, definitivno pa potem tudi nekomu drugmu. Tudi mi to delamo, recimo, imamo tale v Google Docsu, ne, je tale, kak je že? Za komentarje misliš? Ja, za komentarje pa suggests, ne. Za predloge, Za predloge, da dejansko nekdo drug še predlaga, mogoče bi pa tle lahko tako naredili ali pa tako, pa ne samo mi med sabo, tudi znotraj ekipe, ampak recimo, če delamo za naročnika, da potem tudi na drugi strani nekdo pogleda, da suggestion, kako bi to mogoče malo drugače, ker itak so oni tisti, ki bolj poznajo, komu je to namenjeno, tak, mislim, sicer tudi mi, ampak ja, zmeraj je boljše, da nekdo še za tabo prebere. Pa mogoče še ena zadeva, ki je danes nisva toliko omenjala, ker to pač ni namen te oddaje, je pa optimizacija za iskalnike oziroma SEO. Namreč, ko pišemo besedilo, moramo tudi že razmišljati, kaj je tista mogoče ena ali pa več ključnih besed, za katere želimo ta članek oziroma prispevek, ki ga pišemo, optimizirati. In če ne prej, moramo vsaj v fazi pregleda iti še enkrat čez besedilo in videti, kje lahko te zadeve izboljšamo, kje lahko dodamo še kako dodatno ključno besedo, njeno sopomenko, izpeljanko in tako dalje. Seveda pa tudi ne smemo pozabiti ves ta poimenovanje in pa alternativni tekst ključnih besed, ki ga vstavljamo v slike. Eno zelo dobro orodje pri tem, popolnoma brezplačno, če mogoče uporabljaš WordPress, je seveda plugin, ki ga najbrž že kar skoraj vsi poznate, je Yoast SEO. Ok, in pa še zadnja točka, ki jo imamo za danes, boš kar ti prevzela, Lucija? Lahko. Ja, da recimo potem tudi, ko je članek že enkrat napisan oziroma blog zapis in objavljen, da se ga čez nekaj časa tudi posodablja. Zaradi tega, ker trendi se spreminjajo, ne, za digital itak vemo, da je vsakodnevno, da se kaj spreminja. Pa če se recimo, ne vem, piše o družbenih omrežjih ali pa o digitalu, marketingu, recimo, da je to del nekega vsebinskega marketinga, da se o tem piše blog zapise, da se potem to skozi čas tudi posodablja. Pa tudi vse ostale stvari, no, ne, ni samo to področje tako, da se spreminja, ampak tudi vse ostale, da se posodablja, mogoče dodaja kakšne nove podatke, nove trende in tako naprej. Bi ti glede tega še kaj? Ne, jaz mislim, da si vse povedala. Ok, ker imam še eno stvar, ki bi jo poudarila, je to, da si potem tudi konsistenten z pisanjem, ne? Da ni blog zapis samo enkrat na 3 mesece, ne? Ampak da je pač nekaj konsistentnega, zaradi tega, ker ko se enkrat začne, potem nekako uporabnik pričakuje, da mu še kaj daš, da mu še kaj ponudiš, ne?
Tako da je to fajn, da si konsistenten v ponujanju vsebine, kakor tudi v nekem stilu, ki si ga na začetku začrtaš, da furaš isto naprej. Mislim, da je to zelo pomembna zadeva, zdaj, ki si jo poudarila. Zdaj, ko omenjaš to konsistentnost, je tudi mogoče smiselno, da kar izbereš en dan na teden, na 14 dni, tudi na mesec, če ne gre drugače, in da vedno ob istih dnevih na nek način objavljaš vsebine, ker s tem uporabnika navadiš, se tudi mogoče vrača in že vnaprej pričakuje vsaj podzavestno novo vsebino. Evo, jaz mislim, da so kar veliko stvari danes pokrila. Prišla do konca oddaje, tako da Lucija, odlično si se odrezala, upam, da bova še kako oddajo skupaj posnela. Mi je bilo skoraj bolj prijetno kot z Nejcem, no, moram reči. Da ni Nejc, ki je tam zdaj, da bo delo. Ok, če imaš kakršnokoli vprašanje, nama piši spodaj, z Lucijo bova z veseljem odgovorila in pa to je to za danes. Mogoče še to. Naslednjič bova spet skupaj z Nejcem, o čemer bova govorila, pa ne zaenkrat ostane skrivnost. Ok, to je to, ne? To je to. Se vidimo. Dio. Why?